Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o energijah. Dejstvo je, da zadnje čase vem, da čisto vsakmu se dogaja prav enako in enako vidim tudi preko osebnih svetovanj. Odnosi, potem pa stres, izgorelost, kortizol, pa še kakšna zadeva. In danes je poseben dan, zato ker je danes mlaj. Mlaj je v raku. In zdaj seveda, rakci, smo tako občutljiva bitja, ampak nasplošno, ko pride mlaj luna v raka, pomeni, da takrat so naprej izkušnje oziroma pomeče ven vse stare rane povezane z družino. In pomeče stare zamere povezane z družino. Potem vse tisto pokaže kot nekako osvetli vsa tista področja, kjer ne občutimo čustvene varnosti. Predvsem povezan je to z domom, družino in čustvovanjem. In zdaj, zakaj se vedno znova vračajo ti občutki, čeprav človek misli, to sem že zdavnaj predelala. No, z namenom, da jih enkrat res dokončno predelamo. In če se vam te dni posebej dogaja, da vam nekdo očita, ti nikdar tega, ti vedno delaš to in to, a ne? Pomeni, da so zadaj rane, ki jih ima nekdo, in če vam zavibrira to, pomeni, da imate isto rano tudi vi. Se pravi, se veste, nekoč narediš najboljš, kar zmoreš in znaš. In kar takrat narediš najboljš, kar zmoreš in znaš, danes mogoče bi svojim znanjem, z modrostjo naredili nekaj drugače, zadaj pa mogoče ostaja občutek krivde, občutek nemoči, obžalovanja in tako naprej. Po drugi strani pa na drugi strani lahko nekdo drug občuti, da si sebična, da gledaš samo na svojo rit, da poskrbiš samo za sebe, a ne? Ker če se ti učiš v tvojem življenju postavljati meje in poskrbeti za sebe, sigurno boš imela na drugi strani nekoga, ki ima občutek, da daješ premalo, da vse, kar daš še vedno premalo, in ima občutek, da nikdar nisi tam za tisto osebo, ko bi te potrebovala. S tvoje strani pa mogoče veš, da si vedno tam, da zmerom daješ in da ne dobivaš nazaj. No, in to so stare rane. In zdaj, če pogledamo na splošno, kot sam rak, kot znamenje, predstavlja tudi materinski princip, odnos z mamo, kakšen odnos z mamo ste vi imeli, pripadnost, kakšno otroštvo ste imeli, kako je vaša mama znala vam dati vašo vrednost, oziroma kaj je vaša mama vedno delala ali pa nikdar ni delala. No in pojdimo zdaj pogledati prav mamo. Ne? Vemo, da vsaka mama predeluje svoje lekcije. In glede na to, da vsaka mama predeluje, ne vem, moja generacija, sem 100%, da vse mame predelujemo samovrednost. Da po večini smo imeli vse program, bodi pridna, bodi tiho, potrpi in tako naprej. In to v bistvu v 60 letih je to zdržala, ne? Ko so bile naše mame mlade, kaj je bilo takrat pomembno? Takrat so imele ženske tiste lepe frizure, široka krila in pač so bile lepe. V Ameriki so prišli ven vsi možni gospodinjski aparati, žena je bila pokorna možu, mož je služil denar, ženska je skrbela za dom. To so bila 60. leta. 70. leta, tam se je pa že začela revolucija, spolna revolucija, ja, na nek način tudi ženske energije in na koncu koncev tudi potlačene moške energije. In v 80. letih se to kaže, kar pomislimo, princ, ki je bil bolj ženska kot moški, gejevstvo in tako naprej. Se pravi, končno so se začeli izražati to, kar so čutili ljudje. Končno. Ne? Potem pa v 90. letih te zatrti ljudje iz 70 let ali pa preobremenjene mame iz tudi 60 let, pa babice, so potem te otroke v 90 letih
preveč razvajali in je nastala ta permisivna vzgoja. Se pravi, otroku damo vse, zasujemo ga z vsem, on ne bo tako trpel, kot sem jaz trpela. In mu je treba vtakniti, govoriti dobesedno vse, kar obstaja, zato da bo otrok srečen. In danes vemo, da te otroci, ki so danes tam 30, 25, 30 let stari, nam rekli, da je to najbolj srečna generacija, sigurno pa lahko najdete v tej generaciji ogromno izgubljenih ljudi, ki enostavno ne ve, kaj bojo s sabo delali v življenju. Ker enostavno ne vejo niti, kje je njihov talent, ker jim je bilo vse prenesen in odnešen. In to smo zdaj prišli seveda do zaključka, da to ni najboljša vzgoja. In potem, seveda naprej, v 2000 letu ali pa že v letu 2000, prihaja druga generacija, no in ta druga generacija se mi pa zdi, da dela res na čustvovanju, vsekakor so to zdaj mladi ljudje pri 20 letih in vidijo, da star sistem ne deluje več in da bo potrebno nekaj spremeniti, da bo sistem deloval. In če gledamo, vsaka stvar je prav in vsak starš, ne glede na to, v katerem obdobju je odraščal, recimo moja mama takoj po vojni, recimo jaz kot mama v 70 letih, in mnoge so zdaj že mame tiste, ki so se rodile v 90 letih. Veste, vsak dela najboljš, kar zmore. No in zdaj poglejte, kaj je tisto oziroma na katerem področju, se zdaj vi vprašate, ne občutiš varnosti in sprejetosti. In drugo, a imaš mogoče od doma, preveri z mišičnim testom, podzavestni program, nisem dovolj dobra, ali pa za ljubezen se moram truditi, ali pa strah me je povedati svoje mnenje. In zdaj, kaj se zgodi, ko imamo vse te programe? Recimo, jaz če moj program gledam, ki se ga za moje pojme že počisla, ampak moj program je bil, za vsako ceno moram potrpeti, stisniti zobe in čakati, da bojo boljši časi. In to sigurno ni najboljši recept za uspeh, sploh ne v odnosih, ker ti lahko dolg časa samo požiraš in kaj se potem zgodi? Tvoji hormoni ti začnejo nagajati. In ko ti začnejo hormoni nagajati, kaj se zgodi? Najprej se zgodi ščitenca. Jaz imam pa ščitnico. Ja, saj jo imamo vsi. Ampak kdaj pa ščitnica začne protestirati? Takrat, ko dolg časa požiraš, ko ne izražaš, ko te je strah, da izraziš reakcije na drugi strani. In zdaj pomisli, kje se ti počutiš, v katerem odnosu, ampak najbolj poglej mamo, a si se mogoče počutila zavrnjeno. Recimo, zdaj sem z eno gospo delala, je rekla, v odnosu z mamo sem se počutila nič vredno. Celo življenje je sebe postavila na prvo mesto, jaz sem bila pač nikdar slišana, nikdar podprta. V glavnem potem naslednja stvar, mogoče si občutila, da ima mama visoka pričakovanja za tebe. Potem mogoče si se počutila v primarni družini osamljeno. Mogoče te je bilo strah, da boš strah avtoritet. In še zdaj ne znaš izražati svojega mnenja in samo dovoljuješ, da ti nalagajo in poglejte, kar je zanimivo. Tam okrog 50. leta tvoje telo ne bo več sodelovalo pri tem. Enostavno tvoje telo ti lahko še stisneš zobe, ampak tvoje telo slej ko prej reče dovolj. In kaj se začne dogajati? Tvoje telo začne proizvajati velike količine stresnega hormona kortizola. Vse to vpliva na povečano željo po sladkem in zaradi tega se dviga hormon inzulin, ki povzroča, da hrepeniš po čokoladi, da segaš po piškotkih, da se tolažiš na nek način s hrano. In potem, ko ti požiraš vso to hrano, ki te ne podpira, tako nimaš zadostno količino vitaminov, in ko nimaš zadostno količino vitaminov, se začneš seveda rediti. In ker se rediš in ker imaš pomanjkanje vitaminov, se zgodi to, da se ti začnejo menopavzne težave, ampak v osnovi, če imaš menopavzne težave,
šlaf okrog trebuha, težave s ščitnico, slabo spanje, potenje, nemir srca, je prva stvar, tvoje telo kliče magnezij, C vitamin, B vitamin, E vitamin. Tvoje telo kliče, prosim, nahrani me s hrano, ki me podpira, ker v nasprotnem primeru pač ne bo zmogla. Zdaj, jaz vam povem, kaj jaz uporabljam. Jaz uporabljam pač shake, 1 vrečko na dan in uporabljam Provitality Plus. Pač to sta 2 stvari, ki jih vzamem, zaradi tega, ker vem, da moje telo, sploh zdaj, ko sem že, zdaj to že postmenopauza, se pravi pomeni, se pravi, sem že krepko v tem obdobju, nerodnem obdobju, moje telo potrebuje večjo količino vitaminov. Pač tako je, ker v nasprotnem primeru, kaj središ? Sredimo, sem zabuhla, imam podočnjake, opažam, kaj, se pogledaš v ogledalo pa rečeš, gube, zakaj? Zaradi tega, ker tvoje telo je podhranjeno zaradi stresa, ki se nalaga in nalaga. In če zdajle vidiš, da se ti ob tem mlaju zdajle še dodatno ta čustva izluščijo ven, daj pomisli, imaš mogoče v kakšnem odnosu potrebo po tem, da se dokazuješ. In pojdimo zdaj na mišični test in preverimo z mišičnim testom. Se pravi, pojdimo direktno na mamo. V odnosu z mamo se moram vedno znova dokazovati. Skozi mene gre. V odnosu z mamo se moram vedno znova opravičevati. Se pravi, moram opravičevati svoja dejanja. Tudi mogoče ti kot mama, da imaš potrebo potem, da svojim otrokom opravičuješ svoja dejanja. Ne vem, mogoče si se ločila in zdaj se otrokom opravičuješ, da si se ločila. Zato, ker so jezni zaradi tebe, ker je razpadel zakon. Ampak mogoče niso niti na to pravega jezni. Zdaj se pa ti opravičuješ, nisem zmogla drugače. Ja, tvoj oče je bil tak pa tak. Pač nehaj, ne rabiš. Nikomur ne rabiš polagati račune, ker na koncu, če je tvoja lekcija, da se učiš v tem življenju, postavljati meje, zgraditi zdravo samozavest in ljubezen do sebe, pomeni, da enostavno stojiš za svojimi dejanji. No in naslednjo stvar preverite z mišičnim testom. Jezna sem na mamo, ker ima visoka pričakovanja do mene. V odnosu z mamo se počutim ničvredno, ali pa vedno, ko neka avtoriteta mi da vedeti, da sem ničvredna, se počutim žalostno. In potem padeš v globel, v neko brezno žalosti. Zdaj pa poglejte, kaj se pol zgodi. Žalost teče itak iz oči ven in se obesi tukaj, sem na tele gube. A ne, te gube so itak povezane z jetri, ampak se obesi tukaj gor. Usta se povesijo dol in tukaj nastanejo teli mešički, hrčkovje vrečke. Ampak vse to se pretoči dol v ščitnico in na koncu te začne tiščati na prsih, v prsih. In imaš občutek, ne morem dihati. Zakaj? Zato, ker se hoče žalost izraziti. In ko se pogledaš v ogledalo, ko vidiš to, se vprašaj, kakšen odnos si ti imela z mamo. Zdaj pa naslednja stvar. Preverite z mišičnim testom. Jezna sem na mamo, ker se počutim zavrnjeno. Ali pa žalostna sem, ker nisem prejela strani mame zadostno podporo v otroštvu. Sploh tisti, ki ste drugi otroci, ker vemo, prvi otrok je očetova energija, drugi otrok je mamina energija. Tisti, ki ste drugi otroci, je pač se preverite, kakšen program imate. Recimo, en od mojih programov je bil, vse bom naredila, da me bo mama imela rada. Se pravi, bom še bolj pridna punčka, da bo mama rekla, pridna sem. In tega pač nisem glih doživela. In tisti, ki poslušate moj kanal, veste, je bilo prav zanimivo, midva z mamo imava danes res lep odnos, tak pač zglajene energije, ampak ni bilo vedno tako. No in v glavnem, enkrat leta nazaj, moje 3 hčerke so bile še manjše,
Vem, da smo bili pač verjetno za vikend doma in jaz pač nekaj kuham in mama me kritizira. In jaz sem takrat že počistila ta odnos z mamo in sem se obrnila k njej in sem rekla, pa mama, no, pač pa probaj najti kaj dobrega, mogoče sem pa v življenju že kaj dobrega naredila. In ona reče, ja, to pa ne se te ne kritiziram ves čas. Sem rekla, jaz se iskreno ne spomnim, kdaj si me ta zadnjič pohvalila, ne vem, mogoče se pa ti spomniš česa. Pa tako ne, to pa ne moraš reči, da te ne hvalim. V glavnem sem rekla, če se spomniš nečesa, mi pa povej. Sem rekla, ker jaz iskreno se ne spomnim tega. In reče opravičilo, kogar se hvali, se pokvari. Poglejte to, se pravi, tako je bila tudi ona vzgojena. In ne moreš zameriti človeku, ki te kritizira, ker so njega ves čas kritizirali. Po drugi strani pa, dobro, to je zdaj nadaljevanje te zgodbe, pa je, da naslednjič, ko smo bili doma, skuham rižoto, se usedemo za mizo in poskus rižoto pa reče, rižoto si pa dobro skuhala, da ne boš rekla, da te nikdar ne pohvalim. Veste, ampak to je bila moja rana, ker tako vsak starš da največ, kar zmore, tisto, kar sem imela jaz za predelati, pa to, da ne glede na to, kdo me kritizira, jaz gradim v sebi svojo vrednost. Ne glede na mnenja drugih ljudi, da vem, da sem v redu. No, zdaj pa poglejmo naprej. Kako zdaj prekiniti te vzorce, da ne bomo zdaj to prenašali naprej na svoje otroke? Najbolj pomembno je, ker ravno danes svetovanje sem imela, reče gospa je rekla, pa jaz bi rada zgladila odnos s svojo hčero. Sem rekla, najprej ga zgladi s svojo mamo. Ko ga bo zgladila s svojo mamo, se bo odnos s hčero avtomatično izboljšal. To je prva točka. Prvo odnos z mamo. Pa ne, da ji rečeš, kaj ona mora delati, ampak da ti odpustiš. Meditacija za odpuščanje. Da greš čez vse tiste vzorce, ki so povezani z mamo, s popkovino, s popkovno čakro. Mogoče lahko vzamete v roke knjigo, ko imajo čakre žur, odprete pri popkovni čakri. No in pri popkovni čakri vam bom povedala recimo podzavestni vzorci, ki so povezani s popkovno čakro. Vidim, da je en komar okrog mene leta. Komar je zanimiva energija. Komar je tako kot muhe, so tisto nekaj, kar ti brenči okrog. Glejte, popkovna čakra. Na živce mi gre kdo? Občutek imam, da sem obtičala v življenju. To preverite z mišičnim testom. Zaradi nastale situacije, lahko rečete v odnosu s tem in tem človekom, občutim žalost. Potrebo imam potem, da drugim zbujam občutek krivde. To je pa zelo dobro. Se pravi, nekdo ti nekaj reče, pa reče, kaj bi ti vedela, kako sem jaz trpela. Zanikam potrebe drugih, reče, kako so moje potrebe in sploh, da vržemo kakšno stvar, ko si to pa to pa to naredila, rekla, ko je bilo to in to in to. In če vi strani svoje mame poslušate, ko je bilo to in to in to, pomeni, da se pač učite postaviti meje in rečete, me ne zanima, dovolj. Naslednja stvar, meditacija za odpuščanje, ker logično z vsemi ljudmi preigravamo vloge iz prejšnjih življenj. In če vam kaj ni jasno, ja, pa to paše na terapijo, zdaj pa pojmo najprej otroštvo pozdraviti. Odgovorite si na vprašanje, kaj si najbolj pogrešala kot otrok? In to je prva točka. Drugo si odgovor. Kaj vedno znova iščem pri avtoritetah? Mogoče potrditve, mogoče sprejetosti, mogoče občutek varnosti. Na kaj vedno znova čakam? Na kaj? In kateri stavek si ga slišala in te je najbolj zaznamoval v otroštvu? Tisto, zaradi česa še vedno jočeš. To so tvoji programi, tvoja čustva, ki je čas, da jih pozdraviš, ker tukaj noter je pač ta luna tista, ki ti daje priložnost, da
se to osvetli, da občutiš in da pozdraviš. Tako da ja, nekaj dela vas čaka in vsekakor vas povabim, pač začnite delati na čiščenju vzorcev. Vem, da ni luštno, vem, da nimate časa, kot mi zdaj ena gospa rekla, nimam časa. Če nimate 6 minut časa na dan za sebe, kolikor traja zdravilna molitev dekodiranja, ja, pa res nimate časa. Ampak to je izbira. Izbira, da nekaj narediš na sebi. In zase pravim, da imam čas za vse tisto, kar mi je pomembno. In zato si res vzamem čas. In za tisto, kar mi ni pomembno, pač tja, nam rekla, da nič je časa, tja ne vlagam, ampak vsekakor poskušam minimalno časa dajati vse tisto, kar mi ni pomembno. Tako da ja, dajmo zdaj še pogledati pozitivna sporočila, da vidimo, kaj tejle dušici stvarstvo sporoča. Kaj je za tebe, ki tole poslušaš, ta trenutek res pomembno. Da boš lažje uravnala hormone, da boš lažje se postavila v svojo ljubečo energijo, da boš lažje napredovala. Dajmo pogledati, se pravi, tale dušica. Čas je za sinergijo, ravnovesje. Čas je, da se nehaš skrivati, da nekako dovolj, da ta mala punčka gre naprej. Da vse tisto, mala punčka, kar nisi dobila, da je bilo to vse potrebno za razvoj tvoje duše. Ker to, kar ti kot duša si, je povezano s tvojim notranjim preporodom in ta tvoj notranji preporod leta tečejo. In skozi leta, ko delaš na sebi, ko delaš to notranjo transformacijo, ko te življenje potiska na nek način skozi porodni kanal, to pomeni, da boš prišla ven čisto druga oseba. Čisto druga oseba. Pokažem še karte. Se pravi, ta prva je prišla sodelovanje. Se pravi, to je nekako notranje ravnovesje. Potem je prišla tale karta, ki je povezana s tem, da se poskušaš skriti. Pač bom zbežala v delo, v odnose, nekam, samo da se ne bom ukvarjala s sabo. Ampak tukaj zadaj je punčka, ki hoče iti naprej. Ki gre iz te temne temačnosti, preteklosti, nekaj boljšega. In da pač ta punčka gre naprej. Zdaj je odrasla ženska. In ta odrasla ženska, njena duša, slači plasti in napreduje. In povezano je to s tvojim preporodom. S tem je povezan. Se pravi, tisto, kamor greš, kamor te življenje potiska, je povezano s tem, da postaneš res najboljša in najlepša različica sebe. Da priješ do tega notranjega glasu, ravnovesja, da se tvoje, pač kakšne karte. In da je tukaj, da se nehaš pretvarjati, ne vem, ti vse to si, kar si, kot duša. Ti kot duša si izbrala to življenje z namenom, da boš naredila premike naprej. In te premiki naprej so povezani s tem, da se zaveš, da tako kot grdi raček, recimo, ki se je labod rodil med racami in bolj kot se je trudil biti raca, manj je bil raca. Race in vsa ta perutnina na dvorišču se je delala norce iz njega, da je pač neroden, da ne zna plavati, ne zna pravilno gagati, da je grd in tako naprej. In se je umaknil samoto in se razvil čudovitega laboda. In ko se je razvil čudovitega laboda, je našel svojo jato. Zanimivo. Se mi je zdaj začel fecljati, kaj to pomeni. Nekaj je sigurno povezano z vašim preporodom. Se pravi, strah me je postati to, kar jaz sem. Preverite z mišičnim testom. Strah me je napredka. Strah me je zapustiti varno okolje. Strah me je, da me moja družina izobči. Veste, nič ni narobe, če sprejmeš, da duša si izbere točno tako družino, kot je prav, da jo ima. A veste, kaj se mi je zgodilo ta vikend?
Glede na to, da sem imela rojstni dan in naj vas še povabim, ob vsakem naročilu dodajam zdajle kristale za več osebne moči. No in v glavnem vam še pokažem, glejte, tukaj kristale, kjer sem dobila roževca. Roževec je za več osebne ljubezni. Tako da v glavnem vam dam zraven še kristalček, pa še nekaj napisano o kristalčku, tako da v glavnem to je za vas. Razmišljam, a vam bi dala še zraven pozitivno sporočilo. Ja, bom naprintala, pa vam dam zraven še sporočilo za vas. No, v glavnem. In glede na to, da sem na Primorskem, sem se odločila, da bom pač častila na Gorenjskem, pač mojo družino, ne. In sem bila pač, pol smo šli na Sorško planino in smo tam kužke sprehajali. In pride en jezen pohodnik. Pač mi gremo, tako kot sem prišla iz gostilne, gremo po travniku, pa on reče, ja, pa ne veste, da je tukaj prepovedan za hoditi, to ni sprehajalna pot, to je pašnik. Pač ja, vem, da je pašnik, ne, saj veste, kako je, krave so ograjene in so tisto za prehod. In pa reče nekaj, ta gospod stegne jezik, pa rečem, pa sej gospod, sej vem, kako je to, ne, na ta način, še pse imate, pa krave, to veste, da ne gre zaradi kakcev skupaj, ne. In sem rekla, pa sej jaz sem s kmetov, sej to itak vem. Pa reče, ni videti. Pa sem pa rekla, pač jaz sem doma s Topol. Pa reče, vas pa poznam, moja žena posluša vaše pravljice. Zelo jezno je to rekel. Jaz sem se smejala, sem rekla, no, koliko zanimiv. En jezen gospod, ki se boji osebne rasti, predvsem pa osebne rasti svoje žene. Perem ženskam možgane. Ja, glejte. Tudi jaz, ko sem delala korake osebne rasti, prvi stavek, ko sem se začela postavljati v svojo moč, je bil, kdo ti je opral možgane. Ja. Ker ta stara Minka je imela drugačen pogled. Stara Minka je bila zmerom tih, zmerom se je strinjala, zmerom je bila pač nekje zadej in ni delala nikdar težav, nikdar ni izražala svojega mnenja. In ko sem začela izražati svoje mnenje, kdo ti je spravil možgane? No, glejte, in zdaj, če vi to slišite, verjemite mi, na pravi poti ste. Dajmo pogledati naprej. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Jasno zaznavam sporočila. In zavedaj se, da ti si sonce, ki sveti ljudem, ker ti si žarek sprememb in očiščuješ se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Dajmo zdaj pogledati sploh ta zadnje dve sporočili. Karta 28. Vsak delček tvojega telesa je čist. Tvoje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hrani, oblači, skrbi za njega in se ga dotikaj. Vsa hrana, ki packa tvoje telo in vsi odnosi, ki packajo tvojo dušo, se to naj odide. Posegaj po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Niti treba prosjačiti za ljubezen, ker ti si ljubezen. In dajmo še sončni žarek, to je pa 39, da vidimo. Na zemljo si poslana, da svetiš. Stvarstvo te potrebuje prav ta trenutek. Povezuj se z izvorom svetlobe. Dovoljuj, da te vsako jutro napolnijo nove energije. Sončno energijo nosi v svojem srcu in sebi dovoli, da žariš v ljubezni. No in dajmo še za naprej pogledati. Ja, to so sporočila. Ob tejle luni, ne mlaj je zdaj, ob tejle luni, ki kaže, kako se temu reče, materino rano. Se to mogoče, kar tvoja mama ni zmogla, se je mogoče tvoja duša odločila, da boš pa ti zmogla. No, dajva zdaj pogledati za tebe. Zanimivo. Kraljica, stabilnost doma in tvoje misli določajo, kam bo šla energija. Ali boš svoje življenje šofirala skozi strah, skozi krivdo, skozi očitke, ki si jih mogoče poslušala strani svoje mame,
ali pa se boš pojavila, postavila v svojo ljubečo žensko energijo, ker lejte v Ameriki oziroma v tujini imajo pregovor happy wife, happy life. Se pravi, zadovoljna žena, srečno življenje. Srečna žena, srečno življenje. In dobesedno to vpliva, to vpliva, se pravi, tvoje zadovoljstvo vpliva na vse okrog tebe. Če boš ti delala na tem, da boš postala, zanimivo, 2 kraljici sta prišli. Se pravi, da ti res se postaviš v ljubečo žensko energijo, da se oblečeš v obleko. Zdaj, čez poletje je res krasna priložnost, da nosiš obleke, da se počutiš bolj ženstveno, da nekaj narediš na sebi, da lahko rečeš tako, ej, bejba, lepa si, sama sebi. Boš videla, kako se bo ne stvari okrog tebe, ampak odnosi okrog tebe se bojo začeli spreminjati. No in, ja, naredi nekaj v tej smeri in boš videla. No še to, povabilo za vse tiste, ki razmišljate mogoče o kakšni knjigi ali pa o kakšnih vitaminih, na moji spletni strani srečnoživljenje.com ob vsakem naročilu vam dodam še zraven kristal, pa boste pa videli. Veste, življenje je res potovanje. In če vas zdaj res pošteno šola življenje, mogoče je res čas, da nekaj naredite v tej smeri, da življenje postane majčkeno bolj lahkotno. In to pomeni, da se je treba osvoboditi čustvene teže. Tako da uživajte, vse dobro in se vidimo kmalu, ko posnamem nov video.